Mariborski podžupan Milan Mikl je danes točno opoldne sprejel 5 predstavnikov skupine družabnega omrežja Facebook z naslovom Franc Kangler naj odstopi kot župan Maribora. Tako imenovani povezovalni odbor je podžupanu prebral 5 zahtev za boljši Maribor. Te so: Franc Kangler naj uradno odstopi kot župan, hkrati se mora odpovedati mandatu državnega svetnika, mestni svet se mora razpustiti, do odločitve o ničnosti pogodbe je potrebno izključiti vse radarje ter vse zaposlitve in prerazporeditve v javnih podjetjih, ki so bile izvedene od 1. decembra, se morajo tudi razveljaviti. Zaradi napovedanega obiska so na občini poostrili varovanje. Zgodaj zjutraj je zagorelo na srednji lesarski šoli v Kočevju. Požar so že pogasili, uničil pa je streho in vseh 11 učilnic. Po neuradnih informacijah naj ne bi šlo za požig, po prvih ocenah pa naj bi bilo škode za več milijonov evrov. Vzrok za nedeljsko zastrupitev 4 oseb z ogljikovim monoksidom v stanovanju v Ankaranu je bila poškodba električnega voda. Ta se je začel močno segrevati, pri tem je prišlo do tlenja stiropora in lepenke, ob tem pa se je sproščal strupeni plin. Zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti je policija ovadila 58-letnega samostojnega podjetnika. V zadevi Zbiljski gaj danes zastara še zadnje očitano kaznivo dejanje. Afera pa tako nikoli ne bo dobila pravnomočnega sodnega epiloga. Senat ljubljanskega višjega sodišča je namreč razveljavil sodbo prvostopenjskega sodišča in zadevo poslal v ponovno odločanje, vendar pa je danes pretekel 10-letni zastaralni rok. RTV Slovenija v podporo projektu Botrstvo v Sloveniji skupaj z mestno občino Ljubljana na Kongresnem trgu v Ljubljani pripravlja dobrodelno prireditev Podprimo botrstvo. Prireditev je namenjena predvsem otrokom, zato so se na trgu predstavili otroški junaki televizije Slovenija. Slonček Bansi z otroško rokersko skupino, Katalina ter Murat and Joes. Za smeh je poskrbel radio Gaga. Projekt je način pomoči otrokom in mladostnikom, ki so zaradi hude materialne, socialne, zdravstvene ali družinske stiske ogroženi, prikrajšani in socialno izločeni. Botri svojim varovancem pomagajo z redno mesečno donacijo 30 evrov. Projekt pa je mogoče podpreti tudi z darovanjem v Botrski sklad za pomoč otrokom. Sprva bo pretežno oblačno, a večinoma suho. Čez dan se bo od severozahoda postopno zjasnilo. Ponekod bo zapihal okrepljen severni veter, ob morju šibka do zmerna burja. Temperature bodo od -2 do 5, čez dan od 4 do 9, ob morju do 12 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo večinoma jasno. Dopoldne bo ponekod megla, ki se lahko zadrži večji del dneva. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Na območja, ki so jih prizadele novembrske poplave, pomoč še prihaja. Preverjamo, kako otroci v Mariboru preživljajo božično-novoletne počitnice. Člani akademske folklorne skupine Študent obujajo koledovanje. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.